najpomembnejših vprašanj do odprodaje državnega premoženja. Lahko rečem, da Slovenska ljudska stranka v skladu s koalicijsko pogodbo podpira prodajo tako Nove Ljubljanske banke kot Nove kreditne banke Maribor do nivoja 25% plus ene delnice strateškemu partnerju, ki bo seveda zagotovil razvoj obeh bank tako znotraj Slovenije kot tudi zunaj Slovenije. To, kar se tiče bank. Enako podpiramo v skladu z koalicijsko pogodbo prodajo družbe Telekom strateškemu partnerju, ki bo na dolgi rok zagotovil razvoj podjetja, širitev podjetja, tako v Sloveniji kot v tujini, in ki bo seveda zagotavljal stabilna delovna mesta. Tako da ocenjujemo, da v tem zvezi ni potrebno spreminjati koalicijsko pogodbo, ki smo jo podpisali pred 9 meseci, mislim. Smo bili takrat dovolj natančni in se praktično za to koalicijsko pogodbo strinjamo in podpiramo prodajo v teh deležih tako kot se. Ja, to verjetno ni povsem v skladu z načrti ministra za finance oziroma podpredsednikom Državljanske liste. Mislite, da zaradi tega lahko pride do kakšnega zapleta v sami koaliciji, s samim ministrom? Jaz mislim, da če se katera od koalicijskih partneric drži koalicijske pogodbe, pa menda ne bo prišlo do kakšnih problemov. Vsi smo rekli, da je koalicijska pogodba ustava te koalicije in da poskušamo obravnavati na ta način. Mi smo zato, da se je maksimalno držimo in ne vem, zakaj bi potem posledično to lahko bil kakršenkoli problem. Zdaj, vi ste omenili NRB, NKBM in Telekom Slovenija. Če vas prav razumem, vi se zavzemate za to, da koalicijska pogodba ostane takšna kot je, to se pravi 25% plus ena delnica v vseh bankah in državnih družbah. Finančnih inštitucijah. Ja, torej, koalicijska pogodba pravi 25 plus ena v finančnih ustanovah, infrastruktura ostane tako kot je, vse ostalo je odprto, po domače rečeno. In v skladu s tem ne vidimo razloga, da bi kakorkoli zadevo spreminjali. Poglejte, morda še eno razmišljanje. Po tistem, če se bo formirala slaba banka in se jih vzame slabe terjatve, bo seveda krvna slika teh bank popolnoma drugačna. V tem trenutku jaz ne vidim bistvene ali pa velike razlike med prodajo banke v 75% ali prodajo banke v 100%. Še več. V moji oceni, strateški partner je mal dejstvo, da ostane država v nekem deležu v lastništvu banke, ki je sistemska, ki ima takšen državni del, kot pozitivno, kot znak neke stabilnosti, kot znak vendarle neke podpore tudi strani države. Seveda v majhnem deležu, pa vendarle. Mi smo večkrat govorili, da želimo se umakniti iz banke iz tistega operativnega upravljanja banke, da pa vendarle ostanemo z neko možnostjo vplivanja na kakšno strateško odločitev. In to je to. Torej, moja ocena je, da je 25% plus ena delnica kvečemo dobrodošla, pozitiven segment, pozitiven signal za morebitne strateške partnerje, ki vstopili v to banko, po tistem, ko bo seveda krvna slika te banke drugačna, kot je v tem trenutku. Vaš argumenti Šušteršiča, tudi zdaj nekaterih koalicijskih strank, ne prepričajo, da v bistvu je to omejujoče dejstvo, 25% pri morebitni prodaji tujim vlagateljem, kajti Šušteršič pravi, da za 75% ni interesa, da mogoče pri 100%, da bi pa le mogoče našli kakšnega investitorja. Zdaj, jaz verjamem, da za banko takšna, kakršna je v tem trenutku, ni nobenega interesa.
niti za prodajo v 75%, niti za prodajo v 100%. Tudi če bi jo po domače šenkali, najbrž ni interesa. Verjamem pa, da bo situacija takrat, ko bo očiščena slabih trijakov, seveda bistveno drugačna. In počakamo, pojdemo korak za korakom, vidimo, kako se bodo zadeve odvijale in ocenimo situacijo takrat. Ni nobenega razloga, da bi prehitevali 3-4 korake. Pojdemo korak za korakom. Ključno v tem trenutku je, da se spelje projekt slabe banke, da se slabe terjatve maknejo, da pridemo do banke, ki bo dobra banka, oziroma ki bo bistveno boljša banka, kot je v tem trenutku, in preverimo možnost prodaje v tistem trenutku. Še eno vprašanje za malo drugega področja ministra Gorenaka, še vedno podpirate pred torkom? Dokler ni jasno, kaj se v zvezi s temi podpisi zgodilo, jaz ne vidim nobenega razloga, da bi kogarkoli obteževali. Pričakujem pa in sprejemam argumentov, da teh storilcev ni moč najti. Torej pričakujem od pristojnih organov, da storijo vse, da se ta storilec najde. Ker je to nedopustno. Kljub temu, da seveda imam jaz poseben odnos generalno do referendumov, še posebej pa do referendumov na projektih, ki so ključni. Ampak če podpisi so in referendum mora biti. Tu ni nobene dileme in skrbi me, kaj če se morda kdaj to v preteklosti tudi zgodilo, pa ni nihče tega ugotovil. Torej postopki, bom rekel, v obeh segmentih, tako v državnem zboru, kot tudi na Ministrstvu za notranje zadeve očitno niso takšni, da bi to lahko preprečili. Torej, dokler nimamo jasnih dokazov, oziroma ugotovitev, kdo je za to kriv, jaz ne vidim nobenega razloga, da bi kogarkoli obtoževali. Ko pa bodo jasni sledki raziskali, potem pa bo vsak pač mogel prevzeti odgovornost.